Lepo jutro vam želim. Sem Martina Šumenjak-Sabol, predsednica Združenja za biomaso Slovenije in iniciatorka strategije OVE in URE za Slovenijo do 2030. Verjetno boste rekli, ta se pa malo heca. Saj sami veste, kako gre razvoj, s kakim hitrim tempom gre naprej in sami veste, ste pretežno iz področja hidroenergije, da je to naš paradni, torej, da je to naša paradna panoga, ki smo jo iz nacionalnega, pa tudi iz lokalnega vidika naše slovenske oblasti ne malo, ampak kar fejst potisnili na stran. In zato smo se danes zbrali, da obrnemo list razvoja slovenskega gospodarstva in slovenske družbe, tudi s pomočjo prehoda na optimalno izkoriščanje hidroenergije. Ne samo to, ampak da se na račun novogradenj, ki že, hvala Bogu, v Sloveniji na spodnji Savi potekajo in se je že veliko naredilo, da postanemo svetovni laboratorij za našo ponudbo stroje, torej hidrogradnje. To je tisto, kar moramo storiti. In naš dolg, ne samo do slovenske energetike, ampak tudi za varno življenje ob slovenskih rekah in drugih vodotokih, je naša naloga, da ta del slovenske krajine uredimo tako, da bodo ljudje tudi v primeru najhujših povodnji dokaj mirno živeli. Torej gre za multidisciplinarno reševanje slovenskih problemov. Dovolite, da povabim našega dragega predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, magistra Blaža Kavčiča, ki nas od vsega začetka, ne samo nas, ampak željo, da se Slovenija preusmeri v svojem razvoju v smer najbolj naprednih, okolju in prijaznih dežel, močno podpira. Prosim. Hvala lepa. Dovolite, da vas prijazno vse skupaj pozdravim, cenjene udeleženke, udeleženci današnjega posveta, spoštovana magistra Martina Šumenjak-Sabol, cenjeni predstavniki iz resornih ministrstev, lokalnih skupnosti, gospodarstva, industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, predstavniki znanosti in razvoja, gospe in gospodje. Smo v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, drugega parlamentarnega doma, ki ga tvorijo nepoklicni politiki, uveljavljeni in strokovni predstavniki družbenih interesov. Skupaj s strokovno in zainteresirano javnostjo smo v Državnem svetu v preteklih letih podali vrsto dobro argumentiranih predlogov na področju nadaljnjega razvoja slovenske energetike. Pri tem smo izhajali iz izhodišča, da so za Slovenijo ključne inovacije in naložbe v nizkoogljično prihodnost. Posebej smo poudarili, da je treba veliko pozornost posvetiti gospodarskim dejavnostim, ki temeljijo na bolj izrazitem aktiviranju razpoložljivih nacionalnih virov, kot so geostrateški položaj Slovenije, gozd in les, voda, hrana, energija in ustvarjalnost ljudi. To so dragoceni viri, ki jih imamo in jih bistveno premalo izkoriščamo. In se jih niti naša vodilna politika v dovolj veliki meri ne zaveda. Prioriteto bi morali dajati kombinacijam uporabe prej navedenih virov v obliki projektov
samopreskrbe s hrano, samopreskrbe z energijo, lesno-predelovalne industrije, gospodarskih dejavnosti, obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Ne nazadnje, gospe in gospodje, ko govorimo o tem, ne govorimo o nekih teoretičnih kategorijah, ampak govorimo o prijemljivem potencialu 50 tisoč delovnih mest. Ali je 50 tisoč delovnih mest pozornosti vredna kategorija, se lahko vsak vpraša sebe sam. Ampak ob tem govorimo še o eni zadevi, ki postaja vse bolj pereča. Govorimo o nujnem potrebnem sistemu motiviranja mlade generacije, zato da se hitreje profesionalno in družbeno uveljavi. Za možnosti stanovanjskega osamosvajanja s pomočjo trajnostno grajenih, neprofitnih stanovanj. Tu se krog zaključuje. Kaj se nam dogaja? Naraščajoč trend odhajanja mladih iz Slovenije je dokaz slabega upravljanja Slovenijo v zadnjih 20 letih. Začeli smo dramatično izgubljati mlade strokovnjake, to je pa najdragocenejši družbeni energetski vir, vrhunski mladi strokovnjaki. Vodna energija je v primerjavi z drugimi viri energije razmeroma poceni, obnovljiv vir in čist energijski vir. Pri delovanju hidroelektrarn ne nastajajo odpadki, emisije ogljikovega in žveplovega dioksida in drugih onesnaževalcev okolja. Delovanje hidroelektrarn je čisto, je varno in Slovenija je bogata z vodami, vendar smo se izrabe vodnega potenciala v naših rekah v času naše samostojnosti in neodvisnosti lotili prepočasi. Ocenjeni bruto vodni energijski potencial slovenskih vodotokov je 19.400 gigavatnih ur na leto. Od tega tehnično izkoristljiv potencial okrog 9.000 gigavatnih ur. Torej govorimo o potencialu 2 termoelektrarn Šoštanj 6. V Sloveniji je zdaj izkoriščenega manj kot polovica, to je okrog 47% vsega vodnega potenciala, izkoriščanje vode pa pokriva manj kot 30% naših potreb po elektriki. V Sloveniji vodna energija v večini primerov v preveliki meri teče mimo nas. Za področje hidroenergije smo v Državnem svetu večkrat poudarili, da premoremo toliko znanja, da bi z več državniškega in gospodarskega pristopa z graditvijo hidroelektrarn povezali energetsko, okoljsko in splošno razvojno politiko v Sloveniji. Na ta način bi dosegli močne multiplikativne učinke in na narodno gospodarstvo, na gospodarsko klimo in na odpiranje delovnih mest. V razumni meri bi s tem lahko oživili tudi gradbeni sektor, kajti investicije v hidroelektrarne so nekje od 60 do 80% gradbene investicije. Energetika in okolje sta med seboj tesno povezana. Znano dejstvo je, da so obnovljivi viri energije ključni za spremembe na področju varovanja in zaščite okolja. Stališča narodnega gospodarstva in kvalitete življenja državljanov bosta energetska potratnost in onesnaževanje imela v prihodnosti bistveno višjo ceno. Države, ki bodo razmišljale trajnostno, bodo energetsko in konkurenčno prednjačile pred ostalimi državami, ljudje pa bodo živeli ceneje in bolj kakovostno. Razlogi za prehod na obnovljive vire energije niso samo uporaba energije, ampak način, kako se energija pridobiva in uporablja. Število prebivalcev se veča, potrebe potrošnikov so vsak dan večje. Vse dokler bo glavni vir zadovoljevanja potreb po energiji fosilna energija in jedrska energija, bo na zemlji prevladoval problem tako na okoljskem, socialnem, pa tudi na ekonomskem področju. Tudi za Slovenijo velja, da so trendi na področju energetike
zaskrbljujoči. Zaenkrat se še vedno nahajamo v hudem primežu finančne in gospodarske krize. V resnici je to del globalne krize, ki ni nastala naenkrat, ampak se je razvijala desetletja. Z njo sporedno je rasla podnebna kriza. No in tu v Državnem svetu smo na različne načine opozarjali na to in pred več kot 2 letoma smo se opredelili do nastalih razmer in izpostavili vzroke za nastanek krize. Poudarili smo, da gre za posledice desetletja rastočih neskladij na 3 ravneh, na osebni, kjer gre za pretirano potrošništvo, kriza osebnih vrednot in pohlep, na nacionalnih ravneh, kjer gre za pretirane in rastoče razlike v pogojih življenja in dela, in na globalni, na transnacionalni ravni, kjer transnacionalke izkoriščajo okolje in delovno silo tretjega sveta in povzročajo težave tudi v razvitejših delih sveta, ker ne plačujejo polne cene svojega početja. Torej, stroški za uničevanje družbenega in naravnega okolja padajo na pleča vseh davkoplačevalcev, dobiček pa gre v žepe korporacij. Še bolj jasno smo pogled Državnega sveta na vzroke krize v Sloveniji in predloge za izhod zapisali v resoluciji za izhod iz krize letos poleti. Samo na ta način bo mogoče upati na trajnostno Slovenijo, ki bo vire svojih konkurenčnih prednosti gradila na lastnih energetskih potencialih in na lastnem znanju. Iz okoljevarstvene perspektive je premalo prisotno razmišljanje, koliko so za Slovenijo kot članico Evropske unije dolgoročno smiselne industrijske usmeritve v talilne dejavnosti aluminija in železa, ki so visoko energetsko potratne in praviloma po svetu instalirane na področjih trajnih presežkov vodne energije. Postavlja se celo vprašanje, ali je naša zaveza o 20% deležu obnovljivih virov energije v končni porabi energije do leta 2020 sploh uresničljiva. Kaj lahko torej postori država na področju energetike in obnovljivih virov? Zagotovo ni iskati rešitev v še večji normiranosti. Prenormirana zakonodaja tako na državnem kot lokalnem nivoju že sedaj predstavlja coklo gospodarskemu razvoju, onemogoča realizacijo infrastrukturnih in drugih projektov ter slovensko družbo spravlja v anahronizem. Še več, prenormiranost lahko razumemo celo kot odraz nezaupanja v gospodarske subjekte, v ljudi, v občine, v regije. Prav tako predstavlja visoka stopnja centralizacije odločanja za lokalna okolja enega ključnih zaviralnih elementov za bolj fleksibilno in inovativno odločanje v okviru javne uprave in take okoliščine, kar kličejo po decentralizaciji. Lep dokaz neučinkovitosti države so prav administrativne ovire na področju pridobivanja soglasij za izgradnjo novih hidrocentral, še posebej malih in mikrohidrocentral. Povsem nerazumno je, da si kljub temu, da nismo energetsko bogata država, sami postavljamo ovire, kjer bi vendarle imeli možnost za doseganje kakšnih pozitivnih rezultatov. Spoštovani, danes bo strokovno in institucionalno raznolika paleta udeležencev tega posveta predstavila stanje in perspektive na področju izrabe hidroenergetskega potencijala. Slavni Nikola Tesla je pred 100 leti dejal, da je moč vode naš najdragocenejši vir pridobivanja neomejene količine brezplačne energije in na tem mora človeštvo graditi svoje upanje za prihodnost. Vsem skupaj želim, da bi današnja razprava prispevala k povečevanju gostote zavesti o pomenu hidroenergije za našo blaginjo. Hvala. Spoštovani gospod predsednik, magister Blaž Kavčič, najlepša hvala. Menim, da smo vsi zelo veseli, da je gospod predsednik
v svoji osebni viziji in v okviru delovanja državnega sveta usmerjen v obnovljivo in učinkovito rabo energije, kar je temelj za naše kvalitetnejše bivanje, kar se tiče področja energetike in življenja nasploh. In sedaj bi prosila dr. Vladimirja Kercana, direktorja Turbo inštituta, da nam predstavi renesanso hidroenergije v svetu, ki je razvojna priložnost za našo hidrogradnjo, ki je bila dolga desetletja naš paradni izvozni konj, če lahko tako rečem, in prepričana sem, da bo to zopet postala. Prosim. Spoštovani gospod predsednik, tudi vas spremljam že vrsto let in na vsakem srečanju nam daste neke istočnice, ki so izjemno interesantne in ste na nek način nekdo, saj jaz ga doživljam kot človeka, ki razumete, kaj hoče Martina z svojim prizadevanjem doseči. Spoštovani udeleženci, jaz sem, ko smo se z Martino pogovarjali, da bi danes moral imeti uvodni nagovor, sem ocenjeval, da obstajajo drugi ljudje, ki bi znali mogoče drugačno, mogoče boljše to predstaviti. Na koncu smo ugotovili, da sem najdlje časa udeleženec v hidroenergetiki, ki je na vodilnem položaju enega od ključnih dejavnikov hidroenergetike v Sloveniji, vodim Turbo inštitut že več kot 30 let. In Turbo inštitut je eden od najbolj pomembnih dejavnikov za bodoči razvoj hidroenergetike. Pa dovolite mi, da v tej luči jaz podam svoje videnje, kaj se dogaja v svetu, res doživljam renesanso hidroenergetike v svetovnem merilu in vidim, da je to velika, če ne bom rekel zadnja, ampak ena od velikih priložnosti Slovenije, slovenskega razvoja. Razvite države Zahoda, ne glede na občasne težave, živijo v energetskem izobilju. Za te svoje potrebe so pripravljeni plačati tudi veliko denarja, uporabiti različna politična prepričevanja in poseči po orožju. Danes zemljani porabimo veliko več energije, surovin, vode, kot nam ta edina planeta, ki jo imamo, dolgoročno dovoljuje. Navajeni na izobilje, zelo težko se bomo privadili na manjše, trajnostno porabo naravnih virov in spoštovanja narave kot celote. Veliko prebivalcev planeta živi v revščini in uporablja veliko manj energije kot razviti svet. Takšno stanje ne bo trajalo v nedogled. Sistemi, kot so gospodarsko-finančni, energetski, populacijski, predelava hrane, pokajo po vseh šivih po svetu. Ljudje živijo v veliki iluziji, da bomo trajnostno živeli na planeti tudi brez velikih sprememb v miselnosti in obnašanju. Iluzije se bodo razblinile, mrzli in neprijetni realnosti bo potrebno pogledati v oči in ubrati racionalne korake preživetja. Onesnaženost atmosfere, vode in zemlje ter klimatske spremembe so dejstva, pred katerimi nima smisla zatirati oči. Čim prej dojamemo to dejstvo kot del naše prihodnosti in ne samo kot poslovne priložnosti, bomo lažje in z več tolerance našli rešitev. Pri iskanju rešitev bomo morali najti sožitje med različnimi uporabniki istih virov in prostora. Zaradi razkošja, v katerem živimo, bo iskanje sožitja veliki napor in velikokrat težko dosegljivo. Vendar druge rešitve kot spoštovanja potreb različnih udeležencev enostavno ni. Voda in energija sta pored hrane in okolja vsekakor teme 21. stoletja. Hidroenergija združuje več kot 100-letno tradicijo proizvodnje obnovljive energije
s 1000-letno uporabo vode za namakanje in neskončno zgodovino uporabe vode za ljudi in živali, saj smo v vodi nastali. Če je uporaba vodotokov v zadnjem stoletju bila zaznamovana v veliki meri z izgradnjo hidroelektran v danes razvitim državam, postaja problem vode in njene racionalne uporabe dominanten problem prihodnosti vseh držav. Prihodni razvoj kmetijstva si lažje predstavljamo brez nafte, današnjega nosilca naftnega kmetijstva, kot brez racionalnega namakanja. Letošnje poplave, spomnimo se samo, kaj se dogajalo v Manili, kaj se dogajalo v Andaluziji, odnosno v Indiji. Za Indijo bom posebej povedal, hidroelektrana, ki je dobavljamo, zraven nje je neka druga elektrana, je bila potopljena za 13 metrov z vodo. 13 metrov, to je nekaj, kar ni doživeto v tem področju. Zabeležene so letos tudi 1000 milimetrske padavine v 3 urah. In vse to skrb opozarja na popolnoma nepripravljenost človeka na obnašanje narave. Letošnje suše, kot nasprotni primer, so problem vode izjemno izpostavile, ko gre za pitno vodo ali za vodo za namakanje ali v končni fazi za vodo za gašenje požarov. Pomembno so zmanjšale pridelke in upozorile, da je pridelava hrane brez namakanja, posebej v klimatsko spremenjenih razmerah in brez premišljenega načrta gospodarjenja z vodami resno ogrožena. To je upozorilo načrtovalcem v vseh državah, da je potrebno spremeniti politiko gospodarjenja z vodami in z pridelavo hrane. Izkoriščanje vodnega potencijala samo za potrebe proizvodnje, čeprav najkvalitetnejše energije, danes in v prihodnosti ni več sprejemljivo. Vsako izkoriščanje vodnega potencijala za energijo mora biti usklajeno z drugimi uporabniki vode, pri čemer bo optimum uporabe potrebno iskati med vsemi uporabniki in ne pri vsakem uporabniku. Obnovljivi viri energije, ne glede na velike napore in rezultate, ki jih svet, posebej razvite države, v prihodnosti bodo vlagali in dosegli učinkovito uporabo energije, bo svetovna poraba energije do sredine stoletja rasla iz današnjih 12 do 16 milijard ton ekvivalentne nafte. Viri so spodaj. Pri tem bo prispevek obnovljivih virov energije odvisen v prvi vrsti od politične volje sveta, pri kateri obremenitvi atmosfere z ekvivalentno vsebino CO2 se svet želi in hoče naprej razvijati. Tudi ob sredini stoletja bo izkoriščenost obnovljivih virov, ki so nam na razpolago, komaj 2,5%. In pri njihovem razvoju in uporabi tehnološki napredek ni omejitveni faktor. Nekaj besed o razcvetu hidroenergije v svetu. Vrsta držav planira pospešeno izgradnjo lastnega hidropotencijala. Turčija v tem trenutku gradi 148 hidroelektran, skupne moči 10.000 megavatov. Ima pa načrte za izgradnjo še 1418 hidroelektran in takrat, ko bo vse to izgradili, bo imeli približno 4000 agregatov. Zato, da bi izkoristila naslednjih 30.000 megavatov. Srednja Azija, Georgija, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgistan, Azerbejdžan, Turkmenistan planirajo izgradnjo 52.000 megavatov in po izgradnji planiranih elektran jim ostane še za zgraditi naslednjih 53.000 megavatov. Ministrstvo za energijo Peruja je pravkar objavilo, da je hidropotencial Peruja 58.900 megavatov. Od tega je do sedaj izkoriščeno manj kot 7%. Dodajmo temu še nekaj najbolj aktivnih držav, kot so Indija, z planom izgradnje čez 100.000 megavatov, Pakistan, Indonezija v Aziji, Čile, Brazilija in Ekvator v Latinski Ameriki, hidroenergetske gigante, kot so Demokratska republika Kongo, Etiopija, Kamerun in Angola v prebujajočoj se Afriki. Namenoma v tem trenutku ne omenjam Kitajsko, Rusijo in države Severne Amerike.
v naši bližini se bo v hidroenergetiki zelo veliko dogajalo v Bosni, Hercegovini, Albaniji, Srbiji, Črni gori in Romuniji. Lahko rečemo, da svetovna hidroenergetika doživlja svojo renesanso. Najnovejši poročilo IPCC-ja ugotavlja, da je svetovno ekonomsko upravičen hidropotencial 3172 gigavatov, ali pa če hočete, to je 3.172.000 megavatov. Številka niti ne pove veliko, dokler se ne zavedamo, da je človeštvo rabilo 100 let intenzivnega razvoja, da bi do danes zgradilo samo 960 gigavatov. Imamo na razpolago 3100, zgradili smo 960 v zadnjih 100 let. Zgornji številki vsakakor je potrebno dodati še kakšnih 400 do 500 gigavatov v svetovnem merilu, ki bodo zgrajeni v črpalnih elektrarnah zaradi pokrivanja konic obremenitev in optimalne izrabe ostalih obnovljivih virov. Ko govorimo o hidropotencialu, ne smemo pozabiti ogromen potencial bibavice, ki se izkorišča tudi z nekimi vodnimi hidroturbinami in ocenjeni potencial samo 2 države bom omenil, je samo za Veliko Britanijo ocenjen na 250.000 megavatov in Rusijo več kot 100.000 megavatov. Izgradnja hidroelektran doživlja renesanso zaradi nekaj razlogov. Prvo je povečanje potrebe energije in posebej električne energije v svetovnem merilu. Drugo je njena kvaliteta iz hidroenergije, kvaliteta in konkurenčnost hidroenergije v primerjavi z vsemi ostalimi viri obnovljive energije. Tretje je uspešna politika vlad, da spodbujajo izgradnjo posebno malih elektran preko različnih vrst spodbud, kot je feed-in in tarife, subvencije, kreditni pogoji in tako dalje, in tako zagotovijo pridobivanje energije in za veliko število držav razvoj lokalnih skupnosti. Dakle, pridobivanje energije in razvoj lokalnih skupnosti. Zaradi politike finančne industrije, da vlaga v sigurne energetske projekte, ki niso pod udarcem dnevnih nihanjev cen energentov. In končno, politike vlad, da razvijajo zaostala področja, govorim posebej za področja delno Latinske Amerike, Azije in Afrike, da za izgradnjo energetskega objekta kot nosilca finančnih sredstev uveljavljajo politiko gospodarjenja z vodami, namakalne sisteme gradijo, vodovode, sisteme zaščite od poplav, razvoja, vzgoja rib in tako naprej. No, kaj je hidroenergija v Sloveniji? Slovenija, danes vidim znane obraze in upam, da bojo v drugem delu veliko o tem govorili, ima načrte za izgradnjo svojih hidroelektran in jaz iskreno upam, da se bojo ti načrti uresničili. Moj namen danes ni govoriti o hidroelektrarni v Sloveniji kot energetskem objektu ali kot objektu, ki zagotavlja druge pridobitve. Moj namen je danes bilo govoriti o hidroelektrarni kot gibalu razvoja slovenskega gospodarstva. Da ponovim dejstvo, ki sem ga, če smem reči, neštetokrat izgovoril. Edini produkt slovenske tehnologije in industrije v energetiki je hidroelektrarna. Kot produkt domačega znanja, domače tehnologije in referenc, da se lahko z temi referencami nastopa na svetovnem trgu. In sicer hidroelektrarna od njenega osnovnega planiranja, projektiranja, razvoja, vseh različnih preizkusov, izgradnje same elektrarne, kaj je z gradbeništvom, ki bo sposobno zgraditi elektrarno, je drugo vprašanje, projektiranja, izdelave, montaže in zagona opreme. Dakle, slovenska industrija, tehnologija, projektantske organizacije in vsi ostali, univerze in ostali, zmorejo ali pa imajo priložnost, da se okrog hidroelektrane ponudijo kot produkt. Ni drugega energetskega objekta, pri katerem slovenska podjetja suvereno obvladujejo tehnologijo in imajo ustrezne reference. Na okrogli mizi bomo te izkušnje in poglede predstavili različni predstavniki slovenskih podjetij, ki delujejo v hidroenergetiki.
Cela vrsta slovenskih inženirjev, tehnikov in specializiranih delavcev je sooblikovala pomen Litostroja kot dobavitelja turbinske opreme na vseh kontinentih sveta. V tej dvorani smo razpravljali o Litostroju pred približno enim mesecem in danes je predstavnik Litostroja, da bo tudi svoje reči povedal. Še danes se uspešno vrtijo turbine izdelane takoj po ustanovitvi Litostroja 1947. leta in dokazujejo nivo znanja, prizadevnosti in poguma ugrajenih v njih. Ko srečate, ko ste v Indiji kot neki veliki državi, pa se pojem hidroelektrane, ki trajno deluje, in to na izjemno zahtevnem pogojih 400 metrov paca je litostrojske turbine Peli ali Solajar. Odlitki Litostroj livarne so ugrajeni tudi v največjo hidroelektrarno na svetu, 300 na Kitajskem. Ugrajeni so v vrsto turbin velikih svetovnih proizvajalcev in se vrtijo na vseh kontinentih sveta. Turbo inštitut je danes ustanovljen 48. leta, je eden od samo 2 neodvisnih inštitutov na svetu, ki so preživeli, sposobnih in sprejetih v svetu za modelske meritve po predpisih ISA 60193. Danes izvaja razvoj modelov za velike turbine za kitajskega, ruskega, ameriškega proizvajalca turbin. Seveda delno tudi za Litostroj. Podoben inštitut kot Center znanja in razvoja turbin in črpalk za jugovzhodno Azijo ob odobritvi samega premijera Malezije razvijamo v Maleziji, v Turčiji za Turčijo in srednjeazijske države in v Iranu, če ne bo sankcij, že naslednjega leta. Ne glede na uspešne nastope slovenskih podjetij iz področja hidroenergije na svetovnem trgu, večjega zagona dejavnosti in povečanja izvoza ne bo, ukolikor ne pride do sinergijskega združevanja potencialov in skupnega nastopa na kompleksnih projektih doma in v tujini. Potencial nastopa je praktično za mene neomejen. Samo primerjava, avstrijsko podjetje Andritz, ki je nastalo na pogorišču Vateha, se letos pohvali, da bo imelo 3,4 milijarde evrov prihodkov. Če se vsi skupaj zberemo, v Sloveniji bomo imeli mogoče 200 milijonov. Hidroenergetski potencial se hidroenergetski projekti se danes največkrat gradijo po sistemu ključ v roke. Gradi jih tako imenovani EPC kontraktor, ki kot samo ena točka odgovornosti odgovarja investitorju. Nivo tehničnega znanja investitorjev v svetovnem merilu je danes na nizkem nivoju. Neprimerno nižjem v primerjavi s stanjem pred 30 leti. Današnji investitorji so toliko bolj spretni, iznajdljivi in izšolani v finančnem delu projekta in zato praviloma zahtevajo EPC kontraktorja. Nažalost, v Sloveniji nimamo EPC kontraktorja za kakršenkoli večji projekt. Nimamo finančno industrijo sposobno strukturirati in izvesti projektno financiranje v tujini, nimamo inženiring organizacije, kot je včasih Biosmelt, zato ker je razpadel, sposobne z ene strani združiti slovenske izvajalce in z druge prepričati investitorja, da mu izvedene reference zagotavljajo varnost. In zaključek, možni scenarij nadaljnjega razvoja, scenarij številka 1, ki bo zelo kratek, ustvarimo iluzijo, da si prizadevamo veliko narediti, vendar brez jasnih ciljev smeri razvoja se nič ne zgodi in družbeno, industrijsko in tehnološko tonemo še naprej. To je scenarij številka 1. Scenarij številka 2. Vlada in vsi drugi udeleženci, družbeni udeleženci, postavijo jasno vizijo razvoja družbe. V prvi vrsti okolju prijazno in trajnostno naravnano, kot je kmetijstvo, gozdarstvo, kot naravni viri in cela vrsta drugih. Tam, kot je tudi predsednik, je to strateška umestitev v Slovenijo, odnosno položaj in tako naprej. V tem primeru je eden od pomembnih dejavnikov razvoja odnos do energije
in takrat imajo pomembno vlogo hidroelektrane v Sloveniji, sprejemljive za okolje in za lokalno skupnost. Ob viziji nadaljnjega razvoja gospodarstva morajo biti prioritete jasno določene. Ena od potencialno pomembnih priložnosti je združevanje slovenskega gospodarstva na izgradnji hidroelektrane kot izvoznem produktu Slovenije. Jaz osebno ne verjamem v samoregulirajoče tržne zakonitosti za formiranje pogojev, da bi Slovenija uspešno kreirala takšen izvozni produkt. Svetovna konkurenca bo pri vseh kanalih, po vseh kanalih delala proti tem projektu. Izkoristila bo tudi vse razpoložljive politične vplive. Ali je možno tako pomemben projekt sploh narediti v majhni državi? To je strateška odločitev snovalcev nadaljnjega razvoja Slovenije in njene izvozne usmerjenosti ter njihove ocene ali in koga povabiti k sodelovanju na tem projektu. Tudi da se ustavi izvoz, odnosno odhod mladih ljudi, drugače, če grejo vsi ali pa velika večina stran, nimamo kaj govoriti o razvoju. Priložnosti so, vendar brez jasne vizije politike, da je to potencialno dober in trajnostni projekt za Slovenijo, brez vlaganja truda in volje velikega števila posameznikov in brez referenc dobljenih z izgradnjo lastnih potencialov na način, da izpolnjujejo vse trajnostne kriterije za okolje in lokalno skupnost, se zadeva ne bo išla. Vztrajni posamezniki in podjetja bodo iskali svoje mesto pod soncem in bolj ali manj uspešno ga tudi našli. Veliko drugih bo ostalo brez vizije ustvarjalne prihodnosti, ki jo nujno potrebujemo v tako tektonsko spreminjajočem se svetu. Hvala vam lepa. Najlepša vam hvala in iskrena vam hvala. 63 let deluje Turbo inštitut. 48. leto je tudi leto mojega rojstva. Hidroenergijo spremljam od kakega 15. leta. In z navdušenjem in občudovanjem sem vse skozi spremljala, koliko sem uspela in prišla do informacij, uspehe Litostroja. In čestitam, da ste delo Litostroja nadaljevali. In posebna čast, da je danes Litostroj Power z nami. Hvala vam. Hvala dr. Kercanu. Kot je povedal, se najino sodelovanje dogaja že nekaj let in zelo sem hvaležna, kajti dr. Kercan je tudi moj veliki učitelj. Hvala. Ja, res. In današnja konferenca je nastala z intenzivnim sodelovanjem z dr. Kercanom. In za vami vsemi, ki ste se odzvali temu povabilu in z vsemi, ki niso mogli danes priti in so se opravičili, in z vsemi tistimi, ki so morda podvomili, kaj pa Zveza društev za biomaso Slovenije dela na tem področju. Saj to ni njihovo profesionalno področje. Res ne. Ampak zastavili smo si za cilj, da združimo vso obnovljivo energijo Slovenije. In temelj za proizvodnjo elektrike je hidroenergija. To sami boljši veste kot jaz. In edino, kar nam preostane, je, da intenzivno sodelujemo naprej. Današnja konferenca je osnova tega in danes apeliramo slovenski oblasti na vseh nivojih države. Vsi odgovorni za slovenski razvoj, prebudite se. Pomagajte, da doživimo preobrat v razvoju.
Prelom in preboj. Ti dve besedi pašeta tako skupaj. Ampak da bomo to dosegli, moramo veliko spremeniti, dopolniti. Imamo stroko, imamo vse. Samo potruditi se moramo, da bomo tisto, kar ne deluje tako, kot bi moralo, da bo tisto nadgrajeno. Zato imamo naše univerze, znanstveno-raziskovalne inštitucije, ki morajo temeljito prečesati svoje vzgojno-izobraževalne in znanstveno-raziskovalne programe. To je zelo, zelo zaskrbljujoča in resna zadeva za Republiko Slovenije. V tem času, ko govorimo, torej v tem kriznem času, ko govorimo in tudi, ko moramo varčevati. Varčevati pa moramo tam, kjer razsipavamo z denarjem, ki ni temelj našega bodočega razvoja. In na področju energetike je veliko dela. Prepričana sem, da bomo z resnim namenom uspešni. No, sedaj bomo pa po tej pomembni uverturi bomo pa najprej pogledali, kakšno je stanje na področju proizvodnje hidroenergije. In Franka Nemaca, tudi enega od starost na področju delovanja v smeri okolju prijaznega razvoja, lepo prosim, da predseduje pregledu proizvodnje električne energije v slovenskih hidroelektrarnah. In kakšna je razvojna strategija na tem področju. Če dovolite, moram opravičiti gospoda Vladimirja Gabrijelčiča, ki se je zadnji trenutek opravičil zaradi obveznosti višjega pomena. Bo pa nadalje sodeloval z nami. Jaz sem vedno mislil in verjel in dajal hidroenergijo kot vzgled, ker je tudi dr. Kercen povedal, to je edina tehnologija, ki jo v Sloveniji obvladamo, nažalost jo ne izkoriščamo v pravi meri v smislu gospodarske panoge, preveč jo jemljemo zelo ozko energetsko, govorimo o izgradnji hidroelektrarn, pri čemer pa zanemarjamo ta bistveni pomen, ki je z trajnostnega stališča še bolj pomemben, to je gospodarski razvoj, kreiranje delovnih mest in seveda zjutraj sem zašalo kolega Rosino spraševal, kaj gradimo ta trenutek na hidropodročju v Sloveniji. Rekel je, ja, zaključujemo Krško. Zaključujemo ga že, ne vem, lep čas, bi rekel, novi projekti so sicer v pripravi, kar je dobrodošlo, vendar bi rekel, na teh projektih ni nobene operative, ni delovnih mest, se ne dogaja nič, tako rekoč. In v tem smislu je dejansko tudi naša velika proizvodna podjetja oziroma dva stebra, HSE in Gen Energija, se mi zdi, da ne razumeta širine tega gospodarstva, ampak samo energetski del. Če ne bi kdo, te firme, ki jih je tudi gospod Kercen naštel, povezal v neko celoto, so lahko samo ti dve podjetji v Sloveniji, ker ostali smo na nek način med sabo konkurenti in težko združimo recimo partnerje v skupno delovanje. Torej, podobna naloga nas čaka tudi na področju vseh ostalih obnovljivih virov, kjer moramo dejansko, jaz sem kar razočaran za področje sončnih elektrarn, ker jih gradimo kot gobe po dežju zdaj v letošnji jeseni, ker je pač vlažno, vendar cele zadeve ne razumemo, podpiramo tujo industrijo, investiramo v delovna mesta v tujini in tako naprej. In to ni ta pravi pristop. To pomeni, da problematike v celoti ne razumemo. Pa ne bo to
za uvod zadošče, ta čas bom izrabil, dokler gospod šef pripravlja svojo prezentacijo. Torej, obnovljivi viri energiji so bolj kot energetska panoga danes pomembni kot gospodarska panoga in tiste države, ki to razumejo, so gospodarsko uspešne, ostali pa pač capljamo in nam, bi rekel, in gradbena operativa umira in druge storitve povezane z temi dejavnosti ravno tako hirajo, rekel, seveda potencial za delovna mesta, rekel, mladi odhajajo, zato ker pač ta delovna mesta pravočasno ne kreiramo. In tle dejansko upam, da se bo danes v toku debate, ne glede na to, da smo v glavnem tle sami prepričani v to, rekel, malo je novih obrazov, ki bi, rekel, so pač neke sveže ideje in razvojne perspektive. Na Dravskih elektrarnah smo se dolgo pogovarjali, kaj danes predstaviti, vse zadeve, ki jih je omenil v svojem govoru gospod Kercan, direktor Turbo inštituta, podpiramo in skupaj z njim ponavljamo že kar veliko časa. Danes smo se potem odločili, da bomo predstavljali umeščanje hidroelektrarn na Muri. Potek na koncu vam bom povedal tudi zakaj. Mura, to ponavljamo že tudi dosti časa, je energetsko druga reka za Dravo v Sloveniji. Posebej, to se je pokazalo še v letošnjem letu, posebej, ko je Mura večkrat na leto imela celo večji pretok kot reka Drava, pretoki pa ni padel pod 100 kubičnih metrov na sekundo letošnje leto. Postopek umeščanja sledi, mi smo na slovenskem delu Mure smo identificirali približno 3 lokacije, ki bi bile primerne za izgradnjo hidroelektrarn. In tako ena izmed lokacij oziroma ena elektrarna Hrastje-Mota je možna na 3 lokacijah. In mi smo začeli, neformalni postopek smo začeli zdavnaj z izdelavo strokovnih podlag, presoj. Seveda, sedaj pa poteka postopek državnega prostorskega načrta. Pobuda je dana in postopek teče. Postopek seveda je izredno kompliciran, izredno dolgotrajen in zahteva delo na vseh področjih, na praktično vseh področjih, od pobude, študij variant, presoj na okolje, poročila o varstvu, poročila vpliva na okolje, do projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. To je en postopek, ki je ogromen. To je seveda vse na podlagi obstoječih predpisov. Potem posebej smo hoteli poudariti tudi v tem postopku umeščanja, je seveda izredno važno so tudi seveda stiki z terenom, stiki z javnostjo. Tu je opisano vse te od regionalnih posvetov, delavnice na terenu, predstavitve občine, razgrnitve in tako, tu je ogromno delo. Mi smo že preden smo sprožili državni vmeščanje uradno, smo napravili neke korake, že kar lep čas nazaj. Inventarizirali smo živi svet, trajnostno smo obravnavali oziroma raziskovali trajnostno razvojne možnosti občine, opredelitev seveda obsega energetske izrabe in pa opredelitev optimalnih lokacij, kot sem povedal že prej. Pobuda za državni prostorski načrt je bila usklajena, in to mislim med vsemi ministrstvi, aprila leta 2012. To se pravi, to je praktično je tu, ta datum je uradni začetek, bi rekel, vmeščanja
tega objekta HE Hrastje Mota v prostor. Bili se nekatere zadeve so bile že izvedene, regijski posveti in pridobivanja smernic vseh nosilcev za urejanje prostora v Sloveniji, ki jih je nemali broj. To so praktično vse, kar živi na tem področju. Seveda, sedaj, tu smo danes. Sedaj nas čaka analize vseh teh smernic, vseh teh nosilcev urejanja prostora in seveda na podlagi teh analiz bomo seveda sprejeli potem nadaljne postopke. To je prostorska konferenca, kjer so bili nekatere obveznosti, tam je bilo obravnavano vse skupaj, ta je bila že izvedena. Nadaljni postopki so seveda obseg analize vseh smernic, habitati Natura 2000, skoraj cela Mura se nahaja v območju Nature 2000, to je poseben element, ki ga moramo upoštevati, živi svet, študije variant, vseh smernic, lokacije, tehničnih rešitev in seveda obravnava okoljskega poročila oziroma sprejeti okoljsko poročilo. To je vse, zdaj smo pa že pri načrtovanju, to so vse bodoči koraki, ki nas čakajo. Načrtovanje, to je praktično že projektiranje elektrarne in kot smo povedali, kot je gospod tudi Kercan že lepo povedal, danes vodne energije ne moremo izkoriščati samo za proizvodnjo električne energije, ampak mora biti izkoriščanje vodne energije skupek vseh koristi, ki nam jih lahko ta voda nudi. Zato nas čaka, to že vemo, te točke, zato že vemo iz dosedanjega postopka, se pravi, potrebna bo izvedba potrebnih infrastrukturnih ureditev na vplivnem območju, nadomeščanje poplavnih gozdov, revitalizacija starih rečnih rokavov, ekosistemi, obnova ekosistemov, treba bo zagotoviti površine za šport, rekreacijo, kolesarske poti, zagotavljanje poplavne varnosti, izredno važno, nadzorovati režim podtalne vode, tu mislim ravno zaradi kmetijstva, zaradi suš, ki se tam pojavlja in zaradi možnosti namakanja. Nenazadnje tudi zagotavljanje pitne vode, revitalizacija starih rečnih rokavov, zagotovitev prehodnosti objekta za vodne organizme, kar seveda tudi je evropska smernica, elektrarne brez tega ni več in pa, kar je tudi važno, čeprav je navedeno na zadnje ali pa eno od najbolj važnih zadev, opredelitev razvojnih možnosti in ciljev pri prostorskih ureditvah tistega področja, ki je z elektrarno prizadeto. No, zdaj smo pa že pri sami Hrastje Mota, idejna rešitev je jezovna zgradba z dostopno cesto, s priključki, bazeni, nasipi, ureditve za prevajanje visokih voda, poglobitev spodnje struge, protipoplavni zaščitni ukrepi, pri tem bo potrebno nadvišati visokovodni nasip pri Petanjcih, ki ščiti pred visokimi vodami Mure, potem je treba urediti regulacijo podzemne vode, tu je treba tesniti, izvesti drenažne kanale, ureditve v Petanjcih nekatere, zaradi tudi zaščite črpališč mineralne vode in pa seveda nadomestiti habitate, ki bomo jih uničili z drugimi in pa poleg še nekaj ostalih ureditev. No, na koncu Hrastje Mota, instaliran pretok bo 270 kubičnih metrov na sekundo, to so v obeh variantah, ki jih ta trenutek še obdelujemo, kota zajezitve ni važna, moč je 21.000 kW oziroma 21 MW, letna proizvodnja je 100 gigavatnih ur, kar je sicer se ne sliši velika številka, ampak jaz sem globoko prepričan, vsaka elektrarna, vsak kilovat, ne samo vsak megavat, vsak kilovat bo zlata, še kako zlata vreden,
že danes je in bo še vrednejši. No, tu imate padec, tam je pa še ena dolvoden tep, na drugi varianti so pa male razlike, ampak red velikosti ta elektrarne na Muri je taka. Tu so dalje še možnosti financiranja, vsekakor izgradnja objektov pa infrastruktura pade na investitorja elektrarne, pri vseh ostalih pa je možna, pa seveda računamo, da bojo sodelovali tudi ostali udeleženci v tem. To je zakaj, čeprav danes se ne zdi, da mogoče gre ravno vmeščanje v prostor z naslovom današnjega posveta, ampak kljub temu bi želel poudariti sledeče. Zdaj bom povedal, mi smo z prvimi aktivnostmi na reki Muri začeli leta 2003. 2005 smo pridobili kot Dravske elektrarne, kot družba koncesijo. Danes smo leta 2012, pa smo praktično na začetku razprave za izgradnjo ene elektrarne. To se pravi, in jaz mislim, da je tudi postopek, kot ste videli, je enorm. Tako da se že včasih sami na Dravskih elektrarnah sprašujemo, do danes je v ta projekt na Muri nekaj milijonov evrov vloženih. Tako postopek je tako dolgotrajen, tako mukotrpen, da mislim, da je tudi to ena od ovir, da nimamo, da se redko kdo se je sploh sposoben takega podjetja lotiti, kot je to. Mislim, da je 8 do 10 milijonov v ta projekt vložen, energije pa nikjer. Jaz upam in verjamem, da bo na koncu uspešen. To smo hoteli poudariti, ta vidik tudi tega, zakaj ne gre tako naprej pri vseh pozitivnih vplivih, ki jih izgradnja manj, prvič energija, drugič pa pozitivni vplivi, kar je bilo že govora, na vse sfere gospodarstva, razvoja, fakultet, inštitutov. No, na Dravskih elektrarnah kljub vsemu takih postopkov nismo upali. Lani ali pa nekaj smo že predstavili, mi imamo še poleg Mure še kar nekaj projektov. Eden izmed največjih je črpalna elektrarna Kozjak. Zdaj vidim, da sem se včeraj še zmotil, ko sem to napisal, to je 2x220 megavatov. To je ogromna črpalna elektrarna, 2 imamo v obratovanju, v načrtovanju imamo jih 6. Za vetrno energijo načrtujemo nekaj lokacij, na eni lokaciji zdaj vršimo tudi merjenja vetra. Na področju fotovoltaike smo dali že 2 elektrarni v obratovanje, letos bojo še 4 dane in obupali nismo tudi nad geotermalno energijo. Smo kar nekaj energije vložili v geotermalno energijo, da bi tudi na tem področju kot Dravske elektrarne nekaj napravili. Tam naš lastnik nas je pri tem malo zaustavil, vendar jaz verjamem, da je to še vedno ena velika možnost. Ko smo se na Dravskih elektrarnah začeli s tem ukvarjati, sem najprej šel na par mest, kjer poznajo te resurse in so na enem v Ljubljani so mi zagotovili, so mi rekli, Slovenija razpolaga z potencialom geotermalne energije za 2 do 3 nuklearne elektrarne Krško. Takrat mi je skoraj, moram reči, jaz, ko sem v energetiki doma, mi je skoraj sapo vzela, tako da verjamem, da bomo tudi na tem področju se z lastnikom dogovorili, pa začeli tudi na tem področju delati, ker so tudi tu potrebna velika vlaganja, ki jih ne zmore vsak, Dravske elektrarne bi jih zmogle. Hvala. Najlepša vam hvala in iskrena vam hvala.